Dobrodošli v Diževi pogovorni oddaji. Od danes ima ta oddaja ime, in sicer Odnosi so zakon. Se strinjaš, Erika? Strinjam. Zakaj? Ja, ker so res zakon, a ne? Dobri odnosi, dober zakon. Super. Erika je danes naša gostja. Erika je mama, je žena in tudi bodoča babica. Bo kaj več povedala o tem. Na začetku pa povabimo v našo sredo Boga, da bi spremljal ta naš pogovor. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod, hvala ti, ker nas vabiš, da iščemo vedno nove in nove poti do tebe in do ljudi. Prosimo te, bodi z nama tudi v tem pogovoru, da bova lahko podelili tisto, kar je potrebno podeliti, da bova znali govoriti iz sebe in deliti svoje izkušnje. Naj pri tem spremlja Sveti Duh. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Torej, smo že povedala, ne? Erika je mami, je žena in tudi bodoča babica. Ja. Koliko časa si že žena, Erika? Če Bog da, bo letos, zdaj čez par dni, že 35 let. To je pa kar lepo obdobje, ne? Je. Hitro minevajo leta, res je. Kako pa se kaj veseliš svoje vloge, nove vloge babice? A veš, se mi zdi, odkar sem rodila našo Jasmino in Marka, sem si želela, no, zato delaš, zato živiš, da boš enkrat pestoval otroke svojih otrok, in se mi zdi, da to že zdaj, ko se dosti druživa s hčerko, ko hodiva na sprehode, ko vidim, kako to njeno dete raste, zdaj je že v 30. tednu, avgusta bo rodila, tako da že zdaj se z njo veselim, kaj načrtujem, kaj povem, predvsem pa poslušam in gledam to lepoto, ko začne v ženski rasti prvi otrok. Vsak je lep, ne? In vsaka nosečnost je nekaj posebnega, ampak se mi zdi tudi, jaz ko se spomnim tisto prva nosečnost, tista negotovost in potem, ko slišiš ta srček, ko začne otrok biti, si sama veš, Petrkrat si bila noseča. In je lepo, ko gledaš, kako je hčerki lepo. Tako da veselim se, res iskreno. Ti tudi prvošmo, a ne? Ja, hvala. Ker to, da vidimo otroke svojih otrok, to danes ni več tako samoumevno, kot je bilo včasih, a ne? Ko se pari soočajo s takšnimi drugačnimi težavami, pa z neplodnostjo. Je res en božji dar, a ne? Res je. No, danes bomo pa midve se malo pogovarjale predvsem o odnosih med nami, ženami in našimi možmi. Ne vem, če naši gledalci to vedo, ampak Erika je že naredila nekaj krogov po Sloveniji na ženskih zajtrkih, kjer je govorila o svojem odnosu z možem, ki je zlat. Zakaj je zlat, bo povedala sama. In sicer je govorila o tem odnosu pod pomenljivim naslovom, kako že, sem danes že pokomandirala svojega moža. Ja, res je. Boš podelila z nami, kako je izgledalo to obdobje komandiranja, pa če se je mogoče v tem času že kaj spremenilo. Mislim, da še kar traja obdobje, no, da se to po mojem nikoli čisto zares ne konča, ker drugače bi bili svetniki, a ne, če bi čisto. Ampak ja, res je bilo tako dobro namerno komandiranje. Preprosto sem jaz vedno mislila, da mu pomagam. Zdelo se mi je, da vse boljše vem od njega. Jaz sem recimo iz družine, kjer sta se starša dosti prepirala, kjer je bila potem tudi ločitev, je bil alkohol, in preprosto sem se v svojem otroštvu ogradila z enim takim, kako se temu reče, Vilma pravi na tem seminarju, virusnim programom. Skratka, bila sem zelo pridna, vse sem naredila, skrbela za sestro mlajšo in preprosto sem se navadila komandirati v tem dobrem smislu, a ne? Da bi pomagala, da se starša ne bi kregala še zaradi naju dveh. In potem sem dobila mojega moža, ki je zlat v prvi vrsti zaradi tega, ker je Zlatko, v drugi vrsti pa predvsem zaradi tega, ker je
izjemno ubogljiv, kar ga je navadila njegova mama. In je zelo rad poslušal in jaz se mimo grede, tako kot sem porihtala otroke, porihtala tudi njega v dobri veri, da je to potrebno, dokler seveda niso šle stvari tako daleč in se najin odnos, ki je bil skozi lep in ljubeč, ampak v tem podrejenem položaju mojega moža, dokler nisva prišla do ene točke, kjer je seveda ta najina Jasmina, ki je zdaj noseča in tako krasna žena in ženska in moja prijateljica, začela se upirati kot najstnica. In takrat sva midva ugotovila, da nekaj ne štima. Midva sva sicer mislila čisto utopično, da ne znava vzgajati v tem smislu, da je hčerka kriva. Ko sva prišla pa potem na pogovore v Frančiškanski družinski inštitut, sva pa ugotovila, da je z nama nekaj narobe. In takrat sem jaz dejansko iz terapevtovih vprašanj ugotovila oziroma spoznala, kaj jaz mojemu možu delam. Preprosto, danes imava čas, lahko klepetava, lahko malo dlje govorim. Torej, vem, da me je v enem trenutku vprašal, kaj si želim od svojega moža oziroma od najinega odnosa, in jaz sem takrat povedala, da preprosto še želim, da bi malo več govoril, da bi imel malo svojega mnenja, da bi nekaj sodeloval, da vse jaz delam, ker jaz sem to svoje komandiranje potem nosila tudi kot eno veliko breme. In on pa se kar ni nič premaknil. In potem rečem, ja, pač to, da si to želim, in terapeut me pogleda pa pravi, pa vaš mož lahko ima svoje mnenje. In jaz mu rečem, ja, seveda lahko ima, pa pravi, pa ga res lahko ima. Pa jaz pravim, ja, seveda bi bilo zaželjeno, da ga ima, In potem se je tak zadelček za par sekund ustavil, se mal presedel, me je res pogledal, veš, tisti res globok pogled, in pravi, gospa Novak, a vaš mož lahko ima svoje mnenje? In jaz tretja na polno, itak, da ga lahko ima, tako suvereno, veš. Ampak v tistem, ko sem tretjič izrekla, je meni petelin zakikirikal, oziroma takoj so mi tiste besede preletele, ko je Jezus rekel Petru, preden bo petelin zapel, me boš zatajil, In sem vedela, takrat mi je bilo kristalno jasno, da ne sme imeti svojega mnenja, In potem, ko sem šla skozi ta proces moje samovzgoje, ko sem se začela izobraževati, ko sva začela hoditi tukaj na Diževe seminarje, ko sem jaz začela spoznavati to težo mojega komandiranja, ki ni, da se nikoli nisva kregala, ker jaz sem namreč imela kot otrok zavezo, da se ne bom kregala, ker zame je bil prepir samo to, kar sta moja starša delala. Upila drug na drugega, imela tihe tedne, tihe mesece, to je bil zame prepir. Za mene eno malo nesoglasje, ker je moj mož utihnil, ni bil prepir. Midva sva bila složna, lepa, fantastična na zunaj, In res takrat, ko sem spoznavala sebe, svojo kolerično, jaz sem po naravi kolerik, sangvinik, svojo vzkipljivo naravo, kaj mu delam, kako ga komandiram recimo že samim pogledom, že za samo obrazno mimiko, za svojimi gestami. Recimo smo sedeli, kje je hotel kaj povedati, pa sem ga pod mizo, se mi je zdelo, da ne bo prav, on ne zna govoriti, on ne zna brati, on ne zna nič, samo pel je lepo. Veš, sem ga mal primila za nogo, da je utihnil, in potem človek utihne. Zdaj, ko se je nazaj pogovarjala o tem, ko se že lahko o tem pogovarjava, pravi, da on to ni imel kot komandir, ampak da je bil čist super, da mu je bilo. Ni se rabo odločati, bil je v coni udobja, jaz sem se porihtala, on se je z vsem strinjal, Bogu hvala, Bog naj jo res varoval, imava dosti podoben okus in za razno opremo stanovanj, za recimo oba rada kolesariva, oba rada, hodiva v gore, na morje. Mislim, skratka, imava iste in tako. In mu ni bilo hudo. In potem, ko sem jaz sama sebe prevzgajala v to, da je potrebno utihniti, da je potrebno premisliti, da je potrebno spoštovati moža, ga pohvaliti. Najprej sploh nisem vedela, kaj naj pohvalim, Pa sem začela s takimi drobnimi stvarmi, ker moj mož res, on je šival za celo družino, on je pomival posodo, dal perilo prat, ko sem jaz bila v Ljubljani v službi, tudi kuhal, vse. Vsaka bi rekla, joj, res zlat mož,
Ti je bilo samoumevno, meni je verjetno. bilo to samoumevno in jaz bi rada še več, ne. Jaz bi rada iz njega naredila govornika in bralca in, a veš, take stvari, potem sem imela, res mi je potem, ko sva sprejela Boga v zakon in ko sem jaz sprejela res Boga, ko sem imela to spreobrnenje na tistem prvem seminarju, mi je Jezus dal take jasne uvide. Prav videla sem se, kaj počnem. Prav inserti iz najinega življenja so bili, ko sem se zalotila. Je bilo recimo branje v župniji Križevega pota in jaz vsak od zakoncev oziroma od pevcev, takrat je bil cerkveni pevski zbor, je nekaj prebral in mene ni bilo prav čas iz Ljubljane. In je mogel Zlatko prebrati svoje in moje besedilo. In ko sem zvečer prišla na pevske vaje, mi je rekla dirigentka, ko bi ti vedela, kako tvoj mož lepo bere, ko tebe ni zraven. No, to so take, res veš... Te je zadelo takrat? Ja, zelo. Mislim, ko sem bila sama, sem veliko, veš, dost sem bila pri spovedi, dost sem prejokala, dost kaj zdaj naredi, veš, prav hrepenela sem po nekih pogovorih z ženskami, ki to vedo. Ne vem, da Vilma je par knjig dala, ne vem, Ljubezen in spoštovanje mi je bila res odkritje. 5 jezikov ljubezni, da sem začutila, kak jezik govori moj mož. Hkrati se pa on tudi spreminjal, ker njemu je bilo pa potem potrebno pomagati postati glava družine, ker on je pa bil brez očeta in ni imel tega vzorca. Edini vzorec mu je bil mogoče moj oče, ki je znal pa samo piti, ne, in pomagati mu, ga potrjevati, nekako pustiti, da naredi kako odločitev, če tudi sem včasih čakala po mesece, da se kaj odloči, ker preprosto ni vedel, ni znal biti. Ni znal, ne. Ja, tako da sva potem nekako šla skupaj skozi ta proces preoblikovanja, ampak še vedno dost padava. Ni končana zgodba, ne? Ni končana zgodba, ne, ampak zdaj je že tako, da mi včasih, oziroma si upa povedati, ne, saj si ni upal. Ali pa veš, recimo, res se je oblekel, ne, in je prišel ven iz spalnice in jaz sem sam, ko sem ga pogledala in preskenirala, je vedel, ne, da ni v redu. Da ni v redu, ne. Zdaj jaz drugače, jaz mu že naprej rečem, glej Zlato, jaz se bom tako oblekla, bi ti morda ne si to pokombiniral, ali pa zdaj, ko že on ve, reče, daj mi ti povej, kaj naj oblečem, kaj naj ne, a sem v redu tak in ni več užaljen. Takrat ga je pa to potoklo, jaz sem ga dobesedno verjetno in zgovorna tako, kot sem, a veš, ali pa je v družbi nekdo nekaj povedal, ali pa vprašal, jaz sem prej odgovorila kot on, jaz sem to takoj vedela, ne. Ker na vest njega včasih, ne. Seveda, itak, ne, in me je zopet ena od prijateljic vprašala, a ima Zlatko svojo odvetnico? Ne, pa sem zopet bila v sebi užaljena, ne, tako da, ampak jaz mislim, da je to ženskam kar ena taka lastnost, ki jo imamo skoraj vseeno. Mislim, da se kar prepoznamo, ja, tudi jaz se v tem zelo prepoznam, tako da to, kar si zdaj podelila, mislim, da se bo veliko nas prepoznalo v tem. Pa bi te nekaj vprašala, ne? Rekla si, da je bila v bistvu Jasmina na nek način povod, ne? Da sta vidva začela malo razmišljati o svojem odnosu. Kako se ti recimo zdi to, koliko starši se zavedamo, da je to, kar nam otroci kažejo, v resnici neko ogledalo našega ravnanja? A znamo presoditi in v tem videti nekaj, kako naj rečem, eno vzpodbudo, da začnemo delati na svojem odnosu? Ali vse prevečkrat rečemo, otrok je problematičen, z njim se je treba ukvarjati, ne ukvarjamo se pa sami sabo. Ja. Ker načeloma vemo, ne, da najboljša garancija za zdrav razvoj otrok je ravno odnos med mano in mojim možem, ne? Ja, veš, jaz mislim, moje mnenje je, da večina ne ve. Razen tistih srečnih parov, ki že zelo zgodaj, recimo moja hčerka je dobila in njen mož za poročno darilo in hodita skozi to zgodbo že pred zakonom in vesta te pasti. Mi, ko smo iz te, veš, mi da sta zdaj 35 let skoraj poročena, takrat je bila samo priprava na zakon, tu pa tam mogoče, ampak mi da se v teh krogih nisva gibala, je imel kak duhovnik, da so imeli zakonski skupin, takrat še ni bilo. In midva sva bila oba iz razbitih družin in preprosto nisva imela kaj črpati literature, ki jo je zdaj, Bogu hvala, dovolj, ni bilo. In jaz mislim, da se starši ne zavedajo, vsaj midva se nisva. Midva sva mislila, res da je ona problematična. Jaz sem kasneje, potem ko sem analizirala, ko smo se o tem pogovarjali, videla, zakaj se je ona upirala.
s čem se je upirala, ne, začela je kaditi in piti, ne, začela je, ne vem, si prizadevati bolečino, oblekla se je v darkerko, skratka spremenila se je, ne. Jaz mislila, da je to vse drugo, jaz sem potem videla, da sva midva in ta teža te krivde je tudi zelo velika, ne. Midve se zdaj, po tolikih letih, lahko o tem sproščeno pogovarjava, lahko bi bila zgodba čisto druge. In res, jaz sem res hvaležna Bogu, da nas je varoval, da je imel to oko nad nami, da ni ona šla mogoče še dlje kam, ne, in da sem jaz bila recimo takrat v taki službi, da sem imela prijatelje, duhovnike, ko so me takoj porinili, a veš, na terapijo so najo takoj, to je bilo, veš, ekspresno. Pa so oni predlagali v bistvu to. Tako, terapijo takoj. Kaj je bila pa tvoja prva misel, ko je nekdo rekel, pejta na terapijo? Ma ne, veš, midva bi takrat naredila vse. Ko sva midva eno soboto videla po Jasmininih rokah porezano in po bedrah, ko sva videla, da se reže, da je stvar tako huda, ko sva bila nemočna, bi sprejela vse, midva sva vedela, da morava iskati v katoliških krogih nekaj, ne. In jaz sem takrat res prosila in profesorja Gostečnika, profesorja Erzarja, mi smo bili sodelavci na teološki fakulteti in so takoj pomagali, ne. In sem neizmerno hvaležna tudi Frančiškanskemu družinskemu inštitutu, tako da midva sva tako odreagirala, ker sva rabila, ampak midva sva potrebovala pomoč za hčerko. Bilo je pa grenko spoznanje pri obeh, veš, da preprosto je ona odraz najinega odnosa. In potem sem jaz dolga leta se otrokoma, obema, ne, se tudi starejši sin Marko je šel lepo skozi, ker je pač bil ali pa igral, da je v takih vzorcih, kot jih jaz pričakujem, ne. Jasmina je bila pa upornica in Bogu hvala, ne. In zdaj se zahvaljujemo drug drugemu. Ne, ker rezultat te terapije, ko sva bila na teh pogovorih, je bil ta, da je meni potem ta terapevt rekel, čas je, da se umaknete iz vzgoje. In na tisto jaz nisem bila nič jezna. In mi je šlo breme dol. Nisem več jaz odgovorna, veš, ker jaz sem bila med tem tudi potem, se mi je zdelo, da sem odgovorna in sem si en velik nahrbtnik krivde sem nosila dolga leta, da sem jaz odgovorna za vse, kar se je z Jasmino dogajalo, ne. In potem je rekel pač Zlatko to, da mora postati glava družine. In ko je potem on to vzel zares, se pravi v 14 dneh, on je samo prišel domov, midva sva povedala, z menoj ne komunicira več, s kakimi vprašanji, od zdaj naprej se pogovarja z Atijem, Ati je pa rekel, ne vem, sem naštel, takrat moraš domov hoditi, urnike dati, a veš, enih par stvari moški tu hitro rešijo, 14 dni je bilo v redu. Kako si pa recimo ti se navadila na to, da zdaj pa tvoj mož nekaj odloči in tudi če tebi ni najbolj pogodu, da se temu podrediš? Je bilo to težko? Ja, zelo. Zelo, ne vem, veš, imela sem razne prijeme, ne. Jaz sem, dosti sem sama predelovala, včasih sva, recimo 5 jezikov ljubezni sva skupaj brala, ampak veliko sem pa jaz predelovala in si potem razne opomnike delala. Imela sem, recimo, stiskala sem pesti, hodila sem se v kopalnico umivati, preprosto dihala, imela sem ene stvari, mišice, veš, prav, da sem se kontrolirala zaradi tega. Fizično, ne? Fizično, ja, zato, ker ko to dost počneš, ko to vedno, kar govoriš, si tega navajen in sem še padla, velikokrat, ne. Tako da potem nama je zelo pomagalo, da so šla zakonske skupine in potem so kmalu postala tudi voditeljski par, pa jaz potem oba kot voditeljski par, jaz kmalu potem še sodelavka, najprej tako nadaljavo, zdaj pa že 7 let pri družini in življenju. Ampak je bolje, še zmeraj se pa najdeva, veš, še zmeraj, ne. Bi se Zlato zaparkiral kje, jaz bi kaj malo pokomandirala, to ostane, pa zdaj se nasmehneva temu, ne. Zdaj, tam so naj učili tudi, kako se spreš, kako se pobotaš, ne, in za otroke je bila to prava revolucija. Ja, veš, da se ati in mami kregata, ker se nikoli nista kregala, ne. Niso poznali sploh, ne. Niso poznali tega in tudi to ni prav, ne. In otrokoma sva čisto odkrito spregovorila, da sva delala veliko napak. Veliko napak. In pri vzgoji, ne, ker, veš, mi, da sva se spreobrnila, oziroma Jasmina je bila takrat 16, Marko 18. To so leta, ko lahko še samo moliš za otroke in si pač dal, kaj si dal, ne. Zagotovo smo vedno bili vključeni, veš, v
ne vem, župnijo in pri pevskem zboru, župnijskem in pri skavtih in ona dva in mi dva kot odrasla skavta, tako da imeli smo, ne vem, adventne venčke, molili rožni venc, vse je bilo, ampak ni bilo tiste dodane vrednosti tega najnega, a veš, takega dinamičnega odnosa, ki bi preprosto med zakoncema moral biti, ne, da se pogovarjaš, da si poveš, kaj te moti. Ne, nikoli nisva šla, veš, na to čustveno globino, ne, to je bilo prvič takrat, a veš, da sva govorila o tem, kaj mene pri tebi moti, na seminarju se spomnim, a veš, v Ankaranu, to je zdaj že, ne vem, to je bilo leta 2005, sva se prvič pogovarjala, kaj mene moti na tebi, kaj mene moti na sebi, a veš, ne, in dota, ki jo prineseš. In takrat sva se zavedala, da imava polne kovčke, mam, očetov, a veš, vsega, kar sva privlekla in da je to treba sprazniti. In ko imaš ti kovčke, ki so polni prahu, veš, ko je vse tako polno in tako mastno, kot da bi gledal 10 let staro pečico, ki je nikoli ni nihče očistil. Potem je to dolgotrajno, sva rabila kar po mojem, in še zdaj, no, ampak enih 5-6 let, da se je počasi začelo, da so se začele stvari malo utirjati, ne, da je tudi Zlatko uspel postati moški, ne, in se mi zdi, da tukaj smo mogla pomagati, no. Ampak to je bilo tisto pozitivna pomoč, to ni bilo več komandiranje, to je bilo pomoč, ko on sploh ni vedel, da sem pomagala. Moje vprašanje na to temo, ravno to, ne, ali lahko moški sploh postane glava družine, če se mu žena ne podredi oziroma če se ne umakne toliko stran, da njemu da ta prostor. In kako to narediti? Veš, moj oče je bil glava družine, ampak glava družine je bila z kričanjem, je bila kdaj s kako klofuto, nasilje. Je bila z nasiljem, bil je pa glava družine. Je mama pol sicer govorila na polno nazaj, potem omolknila, se zjokala in utihnila za en mesec. To ni prava glava družine, a ne? Tako da jaz mislim, da če ženska ne da te podpore, če ni v tej funkciji vratu, ne tisti, ki glavo obrača, ampak v tem podpornem smislu, potem je moški zelo težko. Ker more si to priboriti na silo, če si pa on to pribori na silo, pa žena ne ljubi. Ker je ne more, ker jo sovraži, ker ima eno upornico, tako da se mi zdi, da tudi ženske, ko smo bolj čuteče in drugačne po naravi, no, tudi bolj se raje beremo, študiramo, da tudi in se izobražujemo, smo bolj čustvene, da tudi lažje, če gre v zakonu nekaj narobe, pridemo me na pravo pot, ker smo empatične in lažje, če se me začnemo vzgajati v dobre žene in še potem vzgajati koga drugega, ne, je veliko lažje, kot pa če si mora moški pri taki, a veš, ne vem, enem komandantski, taki ženski, izboriti svoje mesto kot glava družine, verjetno z kreganjem ne. Na lep način si ga ne more, ne? Razen, če res, tam, ko je ljubezen in spoštovanje, bi to moral, da jo res ljubi z Božjo pomočjo, tako ljubi, da jo počasi zmehča do tega, da ona ugotovi, da nekaj ni v redu, a veš, da je potem nekako, da začneta skupaj, ali pa da je okej, ampak koliko imam jaz izkušenj zdaj v teh vseh letih, ko pobiram prijave za seminar, ko sem zraven na vseh seminarjih, a veš, ko slišim veliko zgodb, so ženske tiste, velik, 99% v takih zakonih, kjer nekaj ne štima, zelo ne štima, je ženska tista, ki pokliče, ki je prva empatična in se začne boriti, žal, ne, velikokrat zelo pozno, če pa moški pokliče, je pa že prepozno. Je pa že prepozno. To je tvoja izkušnja. Moja izkušnja, ja, redko kater moški pripelje potem stvar, da še uspe ženo za svojo ljubeznijo pripraviti do tega, običajno je potem že zelo, ali pa dosti jih kliče, ko je že zelo, ne vem, ko so stvari zapeljane tako daleč, tako da preprosto so že izvenzakonska razmerja, so že prešuštva, so že drugi partnerji, ne. No, zdaj si dala dobro istočnico, ne, ti srečuješ pač že zaradi narave svojega dela veliko različnih žena, zakoncev, a ne. Kje vidiš najbolj tiste pogoste stiske sodobnih žena in mater? Kaj se ti zdi, da je tisto, s čimer se me, sodobne ženske, najbolj ubadamo? Ja, res je, veš, veliko jih kliče. Veliko obupanih žensk in to čisto, no, ponavadi najbolj mojih let, takrat, ko ostaneta sama, ko ni več smisla v smislu, tako, ko je gnezdo izpraznjeno, ko so otroci odšli,
ko tudi domov ne pridejo radi, zaradi tega, ker doma pač ni in potem ostaneta sama. In potem ponavadi so te ženske vsak večer pri maši, pri Karitas in s tem ni nič narobe, tudi midva so vsak večer pri maši, ne. Ampak ko pride domov, potem ni več tista ženska, ki je bila tam pri maši, ne. In takrat se potem začne ta stiska, takrat začnejo panično iskati vse, kar bi bilo dobro, da moža v red spravi. Ne, to je ravno tisto. Vsaka, ki je mene do zdaj klicala, se malo zanimala za naš seminar, je povedala, veste, se z menoj je v redu, vse z vas berem, pa vašo revijo berem, ne vem, verjetno, da samo bere, ali pa samo preleti, ne, berem in jaz vse poslušam in poslušam Radio Ognjišče in sem vsak večer pri maši in grem na ona predavanja in ta, ampak moža pa ne spravim zraven, ne. In potem ponavadi vprašam, lahko kaj povem, lahko kaj predlagam in jaz seveda dobrodošlo, ne, vse bom naredila, samo da se moj mož spremeni in začne udrihati čez njega, je takšni in takšni in takšni in takšni, ne, zgodbe so čisto enake, če bi jih posnela, iste zgodbe, ne. In potem ponavadi s to žensko prideva do tega, da se malo zazre v svoj delček tiste majhne krivde, ne. Se običajno smo tako naravnani, da mi nismo krivi. Vsak človek razumsko išče izgovore za vsako besedo, ki jo reče, za vsako dejanje, ki ga naredi. Nagonsko. Pač braniš se, ne, normalno. Nihče takoj se ne toče po prsih, kriv sem. Še mi, ko smo toliko v teh zgodbah in toliko vemo, že najdeš nekaj, da to si pa moral nekomu povedati, ne, v njegovo dobro. Tako da ponavadi je tako, no, te ta mlajše, se jim že včasih prej zgodi, ker to so pa že naši otroci, ne. Otroci, ki so prišli že iz teh velikokrat razbitih zakonov, otroci ločenih staršev, že midva sva, ne, ko takrat še ni bilo toliko ločitev, pa sva oba od ločenih staršev. Moja dva sta se sicer ločila, ko sva midva že bila z Zlatkom poročena, pa že Marko bil, ne, tik pred srebrno poroko, Zlatkova pri njegovih 2 letih, ampak niso bile poroke ločitve tako pogoste, ne. Zdaj so pa to otroci, ki imajo doma tak vzorec. Treba je iti drugam, oziroma nič ni narobe, če se razideš, ne, marsikdo tudi nima poročenih staršev in take ženske potem sploh ne znajo. Nima nekega vzorca, niti slabega vzorca, ne, imajo samo tisto, ko te ne maram več, ko te ne ljubim več, pač te odvržem, grem, kot da greš pa pač nov kos obleke, ki je zaflekan z nekim, ne vem, oljem in ne spravim več dole, ne, tako da to je to, veš, kličejo na polno, no. To razmišljam, ne. Recimo ti si rekla, vidva sta dobila uvita, ne, da z vajnim zakonom nekaj ni v redu. In sta začela na tem delati. In prebrala toliko knjig in šla na terapijo in na seminarje. Ampak kot si že tudi sama rekla, ne, veliko ljudi to počne, pa še zmeraj ne morejo potem tega spraviti v življenje, v svoj zakon. Zakaj je to toliko težko in na kakšen način si lahko pomagamo? Zdaj, veš, midva sva, sicer sem pozabila povedati, no, prvo, kar sva naredila, je sicer bila terapija. In sva to, ampak na seminarju sva pa midva takrat imela res preobrnenje. In sva povabila zavestno oba v svoje lastno življenje in v najino skupno življenje Boga. In jaz mislim, da dokler nimaš tega, da imaš to moč Boga in to skupno molitev, ne vem, če komu čisto tako v polnosti uspeja, ne. Dokler se ti zanašaš na svojo moč in dokler poskušaš ti drugega spreobračati, ne, sebe pa ne, ker sam itak nisi kriv, dokler se ne zazreš v tisto in dokler res ne rečeš, glej, Gospod ali pa Jezus, pridi na pomoč, do takrat jaz mislim, da ne gre, no, preprosto ne gre, gre mogoče, ne vem, 14 dni, ne, 1 mesec, nekateri celo pol leta, ampak potem počasi zajadraš drugam, ker nimaš sidra. Ti moraš imeti križ, veš, na katerega se opreš, ne, tisto, veš, vertikalo, ne, na katero se ti lahko nasloniš, da na Jezusa tudi preložiš vse svoje stiske, ker takrat so. Ker ko sva midva ugotovila, kaj je, takrat so se začele stiske in težki boji, ne, in če tam nimaš vsak zase, ne, če se midva, takrat je potem tudi na seminarju Zlatko sklenil, da bo on je res naredil zavezo, da je mož glava
in da seveda skrbi za družinsko molitev in je on začel spodbujati k molitvi in od takrat naprej midva dnevno skupaj moliva in se mi zdi, da se nikoli, če ti zmoliš skupaj, se ne moreš potem na smrt skregati, in ne, ker je ta molitev in je ta križ in te vodi, ne glede koliko si, ne, ampak je Sveti Duh prisoten in dela po tem zakonu. No. Ravno ta molitev, ne, veliko zakoncev poznam, pa tudi midva z možem vidva to, ne, da je v bistvu molitev zakoncev, da dva zakonca skupaj molita, v resnici ena tako intimna stvar, ne, lahko bi rekla bolj intimna celo kot spolnost, in da zato toliko malo zakoncev, zato zakonci težko skupaj molijo, ker enostavno njihov odnos ni toliko, kako naj rečem, prečiščen, toliko odprt, da bi bili tega sposobni. Se ti strinjaš s tem? Ja, sigurno. Čeprav, veš, midva sva to začela na začetku, čisto takoj. Res pa je, da nisva imela prepirov, veš, midva sva se zavedala, kakšna sta najina značaja, kaj sva prinesla, ampak nisva imela pa tako globoki, veš, to po mojem je v takih primerih, ko so res že tako sprti, ko je to še samo eno vpitje, eno pranje umazanega perila v tem smislu, tako da midva sva res imela eno milost, da je ta prehod bil hiter in še tudi zdaj, midva se nikoli ne spreva na polno, da bi kričala drug na drugega, ker pač preprosto tudi nisva taka in ni nobene potrebe, ne, si pa poveva. Kako pa čutita recimo, kdaj se oddaljita? Kako se pa pol to recimo vidi? Če bi jaz mimo prišla, kdaj bi vedela, da vidva nista v najboljši koži? Joj, ne vem, to bi mogla otroke vprašati. Ne vem, sigurno jaz sem malo bolj tiha. Jaz postanem malo bolj tiha, se umaknem, ponavadi zlato, kaj pa vem, jaz zase vem, da pol začne v sebi malo premlevati, pa nisem, pa če me kaj vpraša, potem ja, kar naredi, ga hitro tako malo odpravim, mogoče sem čist pikico osorna na tak način, ali pa če pride kaj, ali pa me hoče kaj, pa da, no, a veš, tako ga tudi fizično mal odrivam, ne. Zlato pa ne vem, on je pa en tak človek, da jaz ne vem, no, ne vem, res ne zna biti tako izrazito jezna, veš, včasih je šel kolesariti, po mojem je bil takrat zelo, a veš, jaz pravim, da je imel ljubico, ne. On je dosti kolesaril in je zgasnil za 4 ure. Takrat zagotovo je rabo tisti svoj čas, ne. Je tako predelal na tak način? Ja, je predelal, ampak veš, jaz sem pa ravno kontra, jaz sem pa doma se smiljala sama sebi, ne. Z njo je pa lahko 4 ure s to svojo punco, kaj sem pa jaz, menoj se pa ne more pogovarjati in to so potem tisti notranji samogovori, ki se kopičijo in ko je prišel domov, ne, zdaj se hodi, pa si imel luč, pa nisi imel luči, pa lahko ti bi te kdo, na tak način malo, ne, ampak on je bil tiho, se šel tuširati, on je bil vedno tiho. In tebe je to spravljalo na obrat, ne? Ja, mene je spravljalo na obrat, ampak nikoli ne to, da bi pa zdaj ne. Zdaj nekako se toliko zdrla, no, to mi tudi ni lastno, da bi se tudi na otroke nisem nikoli drla, ne. Mi ni zaradi tega, ker veš, pri nas so se doma res, to, ko sem že povedala, toliko glasno kregala, mi smo tudi v bloku doma in jaz sem bila kot otrok v bloku in to so vsi slišali in midva nekako že tu spoštujeva, pa tudi toliko se pa mava rada, ne, oziroma sva se tudi imela, da nisva nikoli upila drug na drugega, ne, tako da mogoče se on sproščal, no, to njegovo kolo mi je bilo dolgo časa. Uspotiko? Ja, ljubosumna sem bila, veš, res ni mi bilo prijetno, no. In kako si rešila to svojo zgodbo z Zlatkovo ljubico? Zlatkova ljubica je zdaj postala moja punca. Okej. Ja, a veš, res sem dosti premlevala, kaj narediti, in potem kaj naredil sem premolila v ta namen, no, pa zakaj me to toliko moti, ne, zakaj, bolj ni se mi zdelo to, če gre kolesariti, ampak sej, če pošteno povemo, kaj pa je 4 ure kolesarjenja, to ni nič, to je, ne vem, 80-100 kilometrov, kaj pa je za enega takega, ki celo življenje kolesari, to ni nič, ne. In potem mi je Bog prišel naproti, kaj pa vem, koliko je po mojem, bo že zdaj to skoraj 9-10 let nazaj, je enkrat, veš, Andrej Praznik v družini, pa še tudi drugod, tam, ko odpreš zadnjo stran, tam mislim, da ima tisto razvedrilo, tam pri križankah to in je bila opisana
dravska kolesarska pot. In jaz isto berem in pravi, da je primerna tak za čist take normalne, kot sem jaz. Meni so sicer kupili kolo, ne, takega dragega, ne, in čelado in vse, in ko sem se enkrat tiste hlače oblekla, veš, to je bilo noro in s čelado kot gobica, mislim, da sem bila nikakršna. Nisi bila všeč? Ne, nisem si bila všeč in tudi, ko sem kolesarila, mene so noge bolele in uhrip in Zlato je kar naprej odpeljal, veš, ni bil tok, da bi me počakal, ne, in sem gonila in peš hodila in skratka, sem še bolj zasovlažila to ljubico, no. In pol jaz tam berem in veš, mi da sva iz Maribora po rodu, čeprav sva zdaj v Velenju že čez 30 let, ampak tam je reka Drava in reka Drava je moja reka. Ob reki Dravi sem jaz gor rasla, ne, in to je pojem, Pohorje in Drava, to smo Mariborčani. In potem jaz berem tisto in ta pot se začne v Toblahu, to je v italijanskih Dolomitih in potem en kratek čas gre po Italiji, potem se sprehodi čez celo Avstrijo, ta južni del, mimo Beljaka in vse to dol in pride v Dravogradu v Slovenijo in potem se seveda ta pot nadaljuje proti mimo po Dravski dolini do Maribora naprej na Hrvaško. No, ampak jaz sem rekla, to bi pa bilo. Kaj pa, če jaz predlagam, da enkrat namesto dopusta pa midva preprosto greva kolesariti. Pa bova kolesarila magari 10 dni, čeprav je bilo tam, ne vem, v parih dneh, ne. In potem sem jaz nič povedala doma, naročila na avstrijskem Koroškem je prav, imajo eno turistično društvo, prav za tem Dravska pot. Tam je res fenomenalno zorganizirano z markacijami, počivališči, dobiš zemljevid z vzponi, spusti, kje so počivališča, kje so gostišča, kjer lahko. To je toliko zorganizirano, da se je meni zdelo, to bom pa tudi jaz zmogla, ker ti lahko vsakih 20 km spiš. Počivaš pa na par metrov, no, voda, ni da ni, no, res, in potem pride Zlato domov, ko sem že to imela in sem rekla, veš kaj, jaz pa bi letos predlagala dopust. Itak je bil vajen in je prosil, naj jaz predlagam, ker pač eni smo za neki, eni za ne, in njemu, on nima teh. Se mu ni zdelo nič posebnega? Ne, da jaz predlagam, ker on pač ima rad, da jaz ga zorganiziram, no, moja ljuba. In potem je bil čisto, to je zažarel in pa so naj otroci odpeljali eno jutro v Toblah, vzela sva si tam, ne vem, dopust, poletni dopust je bil in midva sva delala 80 km na dan, noro, mislim, ogledala si čudo stvari, uživala, klepetala, premolila, res je pot, ki je narejena ob reki Dravi, kjer redko kdaj gre preko glavnih poti, tu pa tam zaideš kako vasico, mislim, res čudovito, za mene najlepši dopust, kar sva ga do zdaj imela. Pa za Zlatka verjetno tudi, ne? Zlato je bil presrečen, on je, mislim, res on je zelo tak, on tudi masira in vsak večer mi je noge zmasiral. Je poskrbel, ne, za boleče dele telesa. Vse, vozil glavnino stvari, spodbujal, super si, mislim, vozila sva, kaj pa vem, res eno tako, čisto tako sprehajalno bi rekli kolesarji, no, dosti sva počivala, tako da, ampak res je, mene niso nič noge bolele, veš, in se mi zdi, ko zdaj razmišljam, začela sva res pri izviru, tiste, tako da bi šla k izviru Soče, tiste res bistre, zelene Drave, ki počasi potem raste, ne, kot odnos, a veš, in raste, sicer potem se prelevi v eno temno reko, ne, ampak se v končni fazi tudi naš odnos lahko preleviš do ene temne reke, ni pa nujno, ne. Lahko ostaneš pa pri izviru, pri tem lepem odnosu, kjer se kamni skozi vidijo, veš, kjer lahko piješ vodo, ne, tako, lahko pa zapelješ pol do tistih uničujočih elektrarn in do tistih in grdih in spuščanja raznih navlak v reko, kjer se začne to proti Sloveniji, se res začne Drava, se prelevi ne več v lepotico, no. Ampak res lep dopust, rabila sva 5 dni, prekolesarila sva, mislim, da malo manj kot 400 km, tako da zelo lepo je bilo, tudi meni so šli tudi klanci, mislim, in za mene od takrat naprej kolesarjenje ni več muka, ampak mi je res veselje. Sicer še zmeraj vem, da Zlatko potrebuje svoje, ko se zgoni ven, takrat gre on za specialko in res naturira, pol me pa pokliče, se jaz oblečem v svojo opravo, on menja tudi kolo, on je bil toliko, da je šel z enakim kolesom, da sva imela enake gume, ker če bi šel on za svojim tistim oskim, ne. In gre še potem z menoj, ne vem koliko kilometrov in narediva, tako da
imam rada to njegovo ljubico, sva prijateljici dobri. Veš, to je dober naslov zdaj, ne? Kako se spoprijateljiti z moževo ljubico. Ja, res je. Res je. Ja, super, Erika. Mislim, to so take modrosti, ne, ki jih lahko prinese pač tudi toliko let zakona, ne. Rast, ki je v bistvu, tako kot si že prej dobro rekla, ne, sta začela to pot rasti v letu 2005, ne, če sem prav razumela, in zdaj to pomeni 15 let, ne. In kot si sama že omenila, nikoli končana zgodba, ne. Res je. In je prav, da ni. Ne, ker če se zaparkiraš v enem udobju, ni prav, ne. Vedno moraš delati na odrosu, vedno ga moraš, nikoli ni čisto vse v redu, ljudje smo. Ne, in to bo do konca življenja, ampak pomembno je, da res nudiš zakoncu spoštovanje, da mu nudiš tisto ljubezen, ki mu pripada. Pomembni so pogovori, midva to zdaj, veš, glej, 15 let, pa zdaj počasi sva si uvedla, veš, res take intenzivne pogovore, srede sva si določila, da se res večer, da začneva se tudi učiti govoriti o čustvih. Ne, ker moški velikokrat tega ne zmorejo in mi moramo to vedeti in ne smemo kar drezati vanje, ne, za tem, da bi ne vem koliko povedali, tako da nikoli končan proces. Ja, res je. To je kar problem za nas ženske, a ne? Ko recimo pride mož iz službe domov, pa ga vidiš, da nekaj ni v redu, a ne? Pa bi mu tako rad pomagal, a ne? Pa drezaš manga z vprašanji, pa kaj se je zgodilo, pa kaj je bilo narobe, pa bolj, kad drezaš slabše, a ne? Ja. Bi pa mogoče bil tvoj mož takrat vesel vprašanja, deja, bi šel ti za 1 uro na kolo, ali pa si vzel malo časa zase, ali pa ti lahko kaj dobrega skuham, a ne? Tako. Najdeti ta prav način, ja. A ne? Pa tudi, veš, meni se zdi, jaz sem postala pozorna ne samo na to, kaj govorim, ampak tudi na to, kako se obnašam, kako ga pogledam, kako ga sprejmem, ali se smejim, ko ga sprejmem, ali sem turobna. Jaz doma namreč delam, ne se veš, enkrat tedensko se tudi dobivamo, čez vikend je itak zelo prijazen in je na vseh seminarjih z menoj, ne bi mu bilo treba, on ima svojo službo. Ne? In velikokrat sem v pisarni doma, v predsobi imam pisarno, mi doma imamo majhno stanovanje in ko pride domov, se niti toliko ne potrudim, da bi se vstala, šla k njemu, ga poljubila, rekla živjo, vesela sem, da si prišel, ne. Ampak začnem tožiti tam in jamrati, koliko me vse boli, a me boš kaj zmasiral in včasih se niti ne sezuje in pride in mi naredi, veš, par kreten. In se mi zdi, da on ima že te razne stvari vgrajene, to pozornost? sočutnost, pozornost, jaz se moram pa tega učiti, no. In to je težko, a ne, za nas ženske. Ja. Ker mi bi, ko pridejo možje iz službe, če imamo za vsak naporen dan, rade z njimi podelile vse, kaj je bilo, vemo pa, da moški so sploh taki, da rabijo, ne, med službo pa domom vmes mečken, da se zadihajo in me jim tega velikrat ne znamo dati, ja. Ne. Res je. Jaz se tudi najdem v tem zelo. Ja. S to mislijo bomo pa zaključili tale najin pogovor. Erika, hvala za vse življenjske modrosti, ki si jih podelila z nami, za vse tančice, ki si jih odstrla v tvoje življenje in v življenje tvoje družine. Mislim, da lahko iz zgodbe, ki smo jo danes slišali, vidimo, ne, kako Bog vedno nekako usmerja naše življenje. Vedno nam stoji v stran tudi takrat, kadar mi tega ne vidimo ali pa ne čutimo. In dajmo še zmoliti v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod, zahvaljujemo se ti za poti, po katerih nas vodiš v življenju. Zahvaljujemo se ti tudi za vse ovinke, ki na tej poti pridejo nasprot, za vse prepreke. Hvala, ker nas vedno držiš za roko. Ko gledamo nazaj, vidimo, da niti en korak ni šel po tej poti brez tebe. Izročamo ti naše družine, naše zakone in te prosimo za tvoje varstvo. Spremlja nas še naprej. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvala vsem, ki ste bili danes z nama. Naslednji teden se spet vidimo v naši oddaji Odnosi so Zakon. Z Bogom.
thank you